Nogometaši Keti Emi Bistrice so z visoko zmago 12:1 premagali ekipo Šmarje pri Jelšah in tako pred svojimi gledalci potrdili naslov tretjeligaške konkurence. Prvaki tretje nogometne lige Vzhod in tudi novi drugoligaši, nogometaši Keti Emi Bistrice, so na igrišče stopili skozi špalir gostujoče enajsterice Šmarje pri Jelšah. Gostujoča ekipa pa se niti v sanjah ni predstavljala, da jih bodo razpoloženi gostitelji domov pospremili z 12 zadetki v mreži. Za visoko zmago 12:1 so na tekmi po trikrat zadeli. Kreator domače igre Nejc Bračko. Z drugim golom je domačo ekipo popeljal do vodstva 4:0. V 57 minuti pa je dosegel svoj tretji gol. Danes smo, mislim, da je odigrali res eno vrhunsko tekmo. Ekipa je odigrala tako, kot smo se v slačilnici predtem dogovorili. Vsak igralec je delal svoje naprej določene naloge, tako da mislim, da je res vse štimalo in plod tega je bilo 12 zadetkov. Res smo bili sproščeni, ker smo tekmo prej že rešili prvenstvo, spravi osvojili smo naslov prvaka, tako da mislim, da res pač brez pritiska smo šli v tekmo. Trikrat se je doseženega gola veselil Kliton Bozgostavri. Domače je popeljal vodstvo v 9. minuti. Dosegel je prvi gol tudi v drugem delu igre in to v 54. minuti. Na 8:1 pa je povišal v 60. minuti. Srečanje je bilo fenomenalno. Od prve do zadnje minute smo jih, kako bi rekel, nadigravali. Akcije so bile fenomenalne, v glavnem fenomenalna tekma, res. Zadetki so najpomembnejši, zadetki dajo zmage, ampak glavno je, da je več igralcev doseglo po več golov. Tudi tisti, ko so prišli noter, so dali gole, to je meni največje zadovoljstvo. Po 3 gole pa se je podpisal tudi domači srednji napadalec Rok Ferčič. To je njegov prvi iz 19. minute. Za rezultat polčasa 5:1 je zadel v 39. minuti. 11. gol je bila tudi njegova mojstrovina in to v 89. minuti. Domači golgeter Murad Bajraj je vstopil v drugem polčasu. Dvakrat je zadel v polno. To je bil 9. gol, drugič pa je zadel za vodstvo z 10:1. Med strelce se je vpisal tudi Kristjan Friedrich, ki je v igro prišel prav tako v drugem delu igre, v katerem je domači strateg zamenjal 5 igralcev. Tako pa so edini gol na tekmi dosegli gostje in to v prvem polčasu. Celotnih 90 minut je odlično igro povezoval Luka Lovenjak, ki je suvereno odigral polsezono v bistriški ekipi. Ja, danes je bil res en lep dan v Bistrici. Dosegli smo 12 zadetkov, kar je neverjeten dosežek. Res smo izgledali razigrani in nezaustavljivi. Na tekmi, ki je ponudila pravo golijado, so se akterji z minuto molka poklonili tudi spominu na nedavno tragično preminulega dolgoletnega igralca in sodnika bistriškega kluba Andreja Hvalca.